Vsem v mojem imenu in v imenu kolegic in kolegov en lep dober večer. Na izvršilnem odboru Slovenske demokratske stranke smo danes obravnavali predvsem aktualne politične razmere in seveda sodbo Višjega sodišča v primeru Patria. Večino časa smo namenili obravnavi aktualno političnih razmer, glede na zadnja dogajanja v vladajoči koaliciji, predvsem v največji vladni stranki. V Slovenski demokratski stranki se nam na nek način zdi nerazumljivo, glede na to, da se vladajoča koalicija, posamezne stranke te vladajoče koalicije, tudi premijerka, hvalijo s tem, kako vlada dela dobro, odlično. Skratka, rezultati so izjemni, da je ob tem izjemnem delu in ob teh izjemnih rezultatih te vlade toliko hrupa in toliko negotovosti povzročila izvolitev nekega predsednika ene izmed strank vladajoče koalicije, in to za predsednika stranke. Nič pa ni teh koalicijskih partnerjev več kot leto dni motilo to, da je bil ta predsednik visok javni funkcionar, župan največje občine v Republiki Sloveniji. In po našem mnenju gre za neko sprenevedanje, za tudi beg pred odgovornostjo, če želite. Gre očitno za to, da se išče izhod v sili iz potapljajočega Titanika. V Slovenski demokratski stranki seveda predčasne volitve niso nikakršen problem. Kot veste, je stranka alternativni vladni program za pravičnost, gospodarski razvoj in nova delovna mesta predstavila 15. marca letos. Tako da smo na volitve kadarkoli že bodo pripravljeni. Seveda pa smo že pred časom Državnemu zboru v razmislek ponudili spremembo volilnega sistema, kajti v stranki menimo, da bi ob takem volilnem sistemu lahko prišli do volilnega rezultata, ki bo onemogočil hitro sestavo vlade, glede na razpršenost političnih sil, kar bi lahko Slovenijo pripeljalo v še bolj krizne razmere. Tega seveda ne govorimo zaradi tega, ker bi imeli strah pred predčasnimi volitvami ali pa bi se jih otepali. Nasprotno, govorimo zaradi tega, ker želimo vnaprej opozoriti na morebitne posledice prenagljenih odločitev. Drugače pa je stranka, tako kot sem povedal, s programom pripravljena in sposobna v politični tekmi nastopiti v kateremkoli trenutku. Ne nazadnje imamo najboljšo ekipo na volitvah v Evropski parlament, ki bodo 25. maja letos. V drugem delu seje pa smo obravnavali sodbo Višjega sodišča, ki se na nek način nanaša seveda tudi na stranko, kajti predsednik je bil obsojen, da je neznanega dne na neznanem kraju, na neznan komunikacijski način od neznane osebe prejel obljubo darila za tretjega, torej za stranko. Če bi sodbo Patria narekovalo pravo in pravičnost, potem bi bila razglašena že na javni seji Senata Višjega sodišča pred skoraj 2 mesecema in bila bi oprostilna. Sodbe seveda ni narekovalo pravo, niti nepravičnost. Sodba ne temelji na dokazih, ampak na indicih. S to sodbo, zoper to odločitev se obtoženi sploh ni mogel braniti, ker ni bilo znanih nobenih dokazov. Scenarij za to odločitev pa je bil že dolgo časa znan in tudi predvidljiv. Glede na potek teh dogodkov, verjetno za večino v tej državi, ki vedno bolj spoznava slovensko krivosodje, tudi pričakovano. Članstvo stranke je seveda zgroženo, vendar enotno v podpori predsedniku. Enotni v podpori smo bili tudi na izvršilnem odboru stranke.
Predsednik pa bo uporabil vsa pravna sredstva za izpodbijanje te sodbe. Sodba bo padla, če ne na domačih sodiščih, pa na tujih sodiščih, ker ne temelji na dokazih, ta sodba zato ni pravična, je krivična. Predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, je bil pred 25 leti že krivično obsojen na nekem procesu, ki se je dogajal v neki drugi državi, v nekem drugem sistemu. In na podlagi tiste sodbe, ki je bila tudi krivična in kasneje razveljavljena, so se zgodile obsežne spremembe v tej državi. Država se je na nek način demokratizirala, očitno ne v celoti. Če bo ta sodba, ta druga krivična sodba, pripomogla k temu, da bo opravljen preostanek tistega dela, ki ni bil opravljen pred skoraj 25 leti, potem je ta sodba vsaj za nekaj dobra. Da se bo naš sistem v celoti izčistil v tistem delu, kjer pravosodje ne deluje v celoti na podlagi prava in zakonov in kjer politična pripadnost utemeljuje posamezne sodne odločitve.